Zdaj se nam pridružuje strokovnjakinja za Bližnji vzhod, Dalia Ziada. Dalia, lepo, da ste z nami na i24 News English. Rekla bom, da so arabske vlade Iran že prej obsodile, vendar Fahmi izrecno pravi, da je napad na enega napad na vse. Je to resničen premik k skupni arabski varnosti? Ali je to še vedno predvsem politična retorika? Kaj menite o tem? Najlepša hvala, Nikol, da ste me povabili. Pravzaprav ne obstaja nekaj takega kot skupna arabska varnost. To je prijazna diplomatska retorika, ki jo Arabci radi slišijo od generalnega sekretarja Arabske lige. Kar je pravzaprav sprememba. To, kar se je zgodilo od Ahmada Abulgeita do Nabila Fahmija, je bilo namerno pod pritiskom držav, kot so Saudska Arabija in druge zalivske države. Potem, ko Egipt ni ustrezno odgovoril na prejšnje napade Irana na arabske države. In zelo blag odziv, ki je takrat prišel strani Arabske lige proti Iranu. Vendar pa moramo tudi upoštevati ozadje Nabila Fahmija. Prihaja iz iste šole kot Amr Musa, slavni diplomat, ki je bil zelo znan po svojem sovraštvu do Izraela. In zaradi tega je bil med Arabci zelo hvaljen. In izhodišča te šole mišljenja v egiptovski diplomaciji so, da bomo vedno zagovarjali ali promovirali stvari, kot so arabska enotnost, enotna arabska vojska, nacionalna arabska varnost, kar v resnici sploh ne obstaja. In kljub vsem prejšnjim poskusom, da bi kaj takega ustvarili, jim to nikoli ni uspelo. Tako da je to lepa diplomatska retorika, vendar ne mislim, da bo pripeljala do kakršnihkoli resničnih dejanj. Ali to kaj pove o prioritetah Fahmija? To je njegovo uvodno sporočilo, ko prevzema novo vlogo generalnega sekretarja Arabske lige. Nekakšen pokazatelj, v katero smer želi usmeriti organizacijo? To je zelo zanimivo vprašanje, ki ste ga pravkar postavili, Nikol. Ker je v resnici v prioritetah, ki jih je navedel kot mandat za svoj mandat, svojo novo funkcijo v Arabski ligi, pravzaprav samo ponovil iste besede. To je pripeljalo do toliko kriz v regiji, katerih prve žrtve so Arabci. Tako je seveda nadaljeval s poudarjanjem vprašanja Izraela kot največjega problema v regiji in da bi morala biti palestinsko vprašanje glavna prioriteta. V istem stavku je tudi kritiziral Iran zaradi njegove agresije na arabske države. Izrael je postavil na isto raven kot iranski režim. Mislim, res je šokantno, ko je rekel, da tudi Izrael izvaja agresijo nad arabskimi državami in s tem je seveda mislil na izraelsko vojno proti Hezbolahu. Ampak bodimo iskreni, če Izrael zdaj ne nadzoruje Hezbolaha, ga zdaj tudi ne napada. Pravzaprav bi imeli Egipt, od koder prihaja on sam, v resnih težavah. Medtem ko Hutiji se skušajo vključiti v to regionalno vojno, v tej regionalni vojni, ki se prav zdaj razvija. Seveda je znova uporabil isto retoriko, govoril slabo o Izraelu, slabo o Iranu in uporabljal to arabsko nacionalistično govorico, ki v praksi ni pomenila ničesar. Omenila si njegovo obsodbo Izraela. Obsodil je tudi Izrael, ker mu je preprečil načrtovani obisk v Ramali prejšnji teden. Kakšen vpliv je imela ta odločitev in kako Rami skuša to prikazati v okviru boja za palestinsko vprašanje znotraj Arabske lige? Ironično je prav to, da je Izraelu dejansko uspelo preprečiti, da bi uprizoril predstavo, ki jo je želel pripraviti. Že na začetku njegovega mandata kot generalnega sekretarja Arabske lige je to dober pokazatelj, kako šibka je Arabska liga v resnici. Ali celo, kako neuporabna je. In mislim, da je bil namen njegovega obiska zgolj uprizoriti predstavo, da smo tukaj. Lahko se vrnemo na podoben način. Še enkrat poskuša ponoviti to, kar je Amr Musa, ko je bil generalni sekretar Arabske lige, počel z več obiski v Gazi, na Zahodnem bregu in samo zato, da pokažejo, da so oni tisti, ki imajo nadzor. A resnica ni takšna, to ni resničnost. In verjamem, da to vedo celo člani Arabske lige. Na vrhu med njimi je Saudska Arabija, ki že nekaj časa ne financira Arabske lige in zdaj išče alternative s Pakistanom, s Turčijo, da bi imela zaščito
zase in za zaliv, ker so izgubili vero v Arabsko ligo. Dalija Zjada, vedno je lepo, da ste z nami na 24 News English. Najlepša hvala.